Kamera teče, akcija. Hej, Primož tukaj iz Refuzla. V tem videu ti pokažem, kako se briti s kovinskim brivnikom na zero waste način. Nadolgo sem že v blog postu na refuzl.si/britje opisal, zakaj in kako sem prišel do tega, da se brijem z kovinsko britvico. V tem videu pa pokažem, kako to izgleda. Za mokro britje potrebuješ 4 stvari. In sicer seveda kovinski brivnik, britvico, brivski čopič, pa peno ali milo za britje. Preden prvič začneš z britjem, predlagam, da brivnik najprej poskusiš na koži, da dobiš občutek pa smer, kamor se moraš briti, brez rezila v njem, se pravi brez britvice. Najbolj pomembna stvar je, da v bistvu, ko se briješ, vedno vlečeš brivnik v smeri ročaja, se pravi vedno v tej smeri, nikoli ne potegneš tako. Če tako potegneš in je noter rezilo, se bo zgodilo, da se urežeš. Zato pa predlagam, da preden prvič začneš, poskusiš pred ogledalom, zaradi tega, ker ogledalo ti pač obrne sliko, da dobiš občutek, kako se briješ. Ok, potem pa prva stvar pri pripravi vsega skupaj je, da pripravimo peno za britje. Zato potrebuješ čopič pa milo za britje. In sicer čopič pod vodo dobro zmočiš, se pravi takole voda še malo dol teče, ga čisto narahlo stisneš. Pa isto v bistvu, kar jaz naredim, obstaja seveda več tehnik, ampak kar jaz ponovadi naredim je, da kar tudi na milo dam kar par kapljic vode, da je takole mokro. In kaj pol naredim? S čopičem grem noter v posodico in začnem s takimi krožnimi gibi delati pasto oziroma peno. Kar nekaj časa je treba vztrajati, ne prehitro obupati, ker mora biti dovolj pene. Ta postopek je lahko malo messy. Ok, tlele že nastaja taka pena, kar mora biti. Ko sem s tem zadovoljen, si najprej zmočim obraz. In takole na zmočen obraz začnem nanašati iz čopiča to peno. Dobro moram razmazati povsod. Pena nikakor ne sme biti presuha. Če je presuha, se v bistvu potem brivnik oziroma britvica ne drsi lepo po koži. Tako, pene imam zdaj dovolj. Zdaj pa začnem tako, da sestavim brivnik in sicer vanj moram v bistvu vstaviti tole britvico. Kako to najlažje naredim? Na obeh straneh primem brivnik in odvijem ročaj, da gre glava lepo narazen v dva dela. V ta zgornji del glave vstavim britvico, takole, in zaprem nazaj. Tle sem pozoren, da pravilno zaprem nazaj brivnik, tako kot je bil na začetku. Tako, in zdaj je brivnik z vstavljeno žiletko pripravljen za britje. Tako kot sem prej rekel, začnem vedno s temi gibi v smeri ročaja. Pa še ena pomembna stvar, sploh na začetku, ne preveč pritiskati. Te brivniki pa britvice so ostri in to pomeni, da če so zelo ostri, se ne boš urezala, zaradi tega, ker ni potrebno praktično nič pritiskati, ampak lepo reže dlake. Jaz se ne bom bril po celem obrazu, ker si malo puščam bradice pa brke. Se bom pa lepo tlele od spodaj pobril. Zdaj zato, ker sem vmes še razlagal, se je ta pena že malo porazgubila, tako da jo bom še enkrat dal gor. In ker imam dobro pripravljeno peno, brivnik zelo lepo pa gladko drsi. Ni šans, da se urežem. Takole lahko vmes, se pravi brivnik, zato ker ima na obeh straneh rezilo, samo obrnem na drugo stran in nadaljujem.
Zdaj, ko sta pa obe strani polni z dlakami pa s peno, ga pa sperem pod vodo. In sicer tako, da voda v bistvu teče noter skozi to režo in splakne ven vso peno pa dlake. Od začetka, ko smo še bolj počasni, moraš mogoče večkrat dati peno gor, zato ker se vmes že posuši, pol ko pa enkrat imaš občutek, gre pa to zelo hitro. Evo, to je to. Zdaj si sperem obraz. Takole. Fajno brišem. In to je to. Lepa, čisto nič razdražena koža. Preden zaključim, imam še eno zadevo za narediti, in sicer brivnik operem pod tekočo vodo, se pravi najprej ga razstavim, vedno primem na robovih. Če primeš takole, se lahko urežeš, ker je noter britvica, ki je tle ostra, na teh robovih pa ni. Odviješ ročaj in ga spereš pod tekočo vodo, pa pustiš, da se posuši, ali pa še boljš ga kar obrišeš z brisačo. Prvič je to dobro za rezilo, ker bo dlje časa ostalo ostro, kot drugo pa se na samem brivniku ne nabira vodni kamen. To je to!